3. junija po Sloveniji in sem dobila kar nekaj linkov in opozoril, da naj si preberem, ker vejo, da ne berem slovenskih krvavic. Spoštoval je življenje. Spoštoval je svojega očeta in izpolnjeval v vsem njegovo voljo. Kaj pa je volja našega stvarnika? Da živimo v miru, v radosti, v ljubezni drug do drugega in da spoštujemo življenje. To je očetova volja. Očetova volja niso prepiri, sodbe, nespoštovanje, kraje, laži. Ne. Vsega je več kot dovolj za vse ljudi na tem svetu. Toliko blagoslovov, kot jih ima zemlja, za res lepo življenje, je neprecenljive vrednosti. Dovolj je vsega. Za vse je poskrbljeno. Popolnoma za vse. In Jezus je to sporočilo prinesel na to zemljo. Ni maral prepirov. Primer z ljubeznijo, sočutjem in razumevanjem je govoril s Samarijanko. Čeprav med Judi in Samarijani takrat ni bilo dovoljeno, da bi komunicirali, se družili, sodelovali. On pa je bil vljuden in prijazen do Samarijanke in dal ji je živo vodo, vodo življenja. In prepoznala ga je. Prepoznala je, da je on tisti Mesija, ki ga človeštvo čaka. In neskončno je bila vesela. Stekla je v vas in oznanjala, da se je zgodil čudež, da je na zemljo prišel človek, ki bo prinesel mir, spoštovanje, ljubezen, radost, obilje. Vse tisto, po čemer prav vsak človek hrepeni. Spoštoval je vse žene, ne samo Samarijanke. Bil je primer, ko so želeli kamenjati žensko, ki so jo obsodili, da greši, da je grešila. Pripeljali so jo do Jezusa in pričakovali, da jo bo tudi on obsodil. Pa je ni. Preprosto je rekel, kdor je popolnoma brez greha, naj prvi vrže kamen na njo. Vsi so pogledali v tla in odšli. Ostala sta sama. In ko je vprašala ta žena, kje so njeni sodniki, je preprosto rekel, ni jih. Nihče te ni želel obsoditi danes in tudi jaz te ne bom. Pojdi in ne greši več. Bil je spoštljiv tudi do naših grehov, razumevajoč. Prinesel je milost, modrost, sočutje, modrost, ki presega modrost te zemlje. Ko so otroci želeli biti v njegovi bližini in so jih odrasli odganjali od njega, jim je preprosto rekel, pustite otroke,
Oni so tudi del Božjega kraljestva. In bodite kakor otroci. Preprosti, nedolžni, ljubeči. Veliko je primerov iz Svetega pisma, kjer je Jezus pokazal spoštljivost, sočutje, razumevanje, ljubezen do vseh bližnjih. Kaj pa mi? Smo mi spoštljivi do sebe, do bližnjih? Ali si jemljemo pravico, da smo sodniki, tožniki? Vprašajmo se iskreno. Ali delujemo iz svojega srca ali iz svojega uma? V umu so sodbe, razlikovanja, kaj je dobro in kaj je slabo. Srce pa pozna samo ljubezen. Zato je tako pomembno, da s srcem govorimo, da delamo s srcem. In potem bomo imeli tudi mi sočutje, spoštovanje, ljubezen in tisto luč, ki bo razsvetljevala ljudi okrog nas. Vojne niso spremenile človeštva, tudi ločitve jih ne spreminjajo. Ko se človeka dotakne ljubezen, ta brezpogojna ljubezen, ki je prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje Belis, je tista moč, je tisto orožje, ki spreminja nas in vse ljudi okrog nas. Uporabljajmo to orožje. Prvič nič ne stane, drugič pa povečuje milost, ljubezen med nami, sočutje, spoštovanje. Ja, veliko sem se osebno naučila iz življenja Gospoda Jezusa. Zelo veliko. In še vedno se učim. Tudi ta teden sem imela velik izziv. Sodba je vedno zlonamerna. Laži pa še bolj. To, kar ni res, če se piše zato, da človeku vzamejo dostojanstvo, spoštovanje, sočutje, prijaznost. Ni enostavno, ko se sredi noči zbudiš z glavobolom in čutiš nevidni pritisk na tvojo dušo. In hvaležna sem članici, ki mi je poslala link od članka, ki je mene osebno resnično vznemiril. Priznam, sem človek. Vendar vznemirjanje ni moja pot. Moja pot je brezpogojna ljubezen. Moja pot je odpuščanje. Moja pot je sočutje, razumevanje. In molila sem za notranji mir in za te nove sodbe, ki so zavele 3. junija po Sloveniji in sem dobila kar nekaj linkov in opozoril, da naj si preberem, ker vejo, da ne berem slovenskih krvavic. Ja, pa ne zato, ker jih ne spoštujem, ampak zato, ker spoštujem sebe. In mi ni vseeno, kaj berem, ni mi vseeno, kaj gledam, in tudi vem, da ni vseeno, kaj mislim in kaj govorim.
Moč izgovorjene besede se vedno nekje odraža v življenju tvojih bližnjih. In če mislim slabo, te misli so energija, frekvenca negativna tudi za vse okrog mene. Ne samo zame, tudi za rožice okrog mene, za živali, za otroke. Sem odgovorna. In zato se res trudim, da bi sledila tej brezpogojni ljubezni tudi jaz. Če te prizadene nekdo, ki ga spoštuješ in ga imaš neskončno rad, je bolečina bistveno večja. In vendar obstaja milost, ki jo lahko darujemo vsem tem ljudem, ki v nas govorijo to, kar ni res. To, kar je zlonamerno, ki govorijo to, kar drugi hočejo slišati oziroma predati bližnjim, ki spodbujajo ločitve, spore med ljudmi. In vendar prav vsak izmed nas je odgovoren, ali dela za mir in sprave med ljudmi, ali dela za razdore, za ločitve, za sodbe. In več, ko nas bo, ki bomo delali za mir in sprave, ko bomo v stanju izreči besedo, moj Bog odpuščam, saj ne vedo, kaj govorijo, kaj delajo, kaj pišejo. Lepša bo Slovenija, lepši bojo naši medsebojni odnosi. In spoštovanje do življenja, spoštovanje do samega sebe in spoštovanje do vseh bližnjih se bo pomnožilo. Gospod Jezus nam je zgled. Bil je človek, ki je spoštoval življenje v vseh oblikah. Spoštoval je prav vse ljudi. Tudi grešnike, tudi ljudi, ki so živeli še v zmotah in zablodah tega sveta. To je velika ljubezen do vseh nas. In če lahko karkoli dobrega storimo temu svetu, je lahko samo to, da posnemamo vsem Gospoda Jezusa in da njegovo spoštljivost darujemo vsem bližnjim, sebi in vsem bližnjim. Hvala lepa za vašo današnjo pozornost.